Po lokalnih volitvah. Tradicionalni slovenski zajtrk. Gradnja kanala C0 se nadaljuje. Občina pod lupo nadzornikov. 9. noč parkeljno v Goričanah. Razprodaja z dobrodelno noto. Uvod v praznično razpoloženje. V Evropski prestolnici kulture. 60 vzponov na Katarino. Državni prvaki med badmintonisti. Lepo pozdravljeni. Pretekla nedelja je bila v znamenju letošnjih lokalnih volitev. Da bo župan občine Medvode še naprej Nejc Smole, smo seveda, ker ni bilo protikandidatov, vedeli že dlje časa. Vprašanje pa je bilo, kdo bo dobil dovolj glasov za člane občinskih svetov in svetov krajevnih in vaških skupnosti. Tudi na letošnjih volitvah je močno slavila lista Nejca Smoleta, čeprav je v primerjavi s prejšnjimi volitvami izgubila en sedež. So pa po en dodatni sedež tudi na račun manj list in strank pridobile nestrankarska lista Sotočje, Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija in Zeleni Slovenije. Ponovno pa z enim mandatom v občinski svet vstopajo Socialni demokrati. Podrobneje v nadaljevanju, še prej pa skok v dva predvolilna tabora, kamor je bila v nedeljo zvečer povabljena naša ekipa. Dobro razpoloženi so nas pričakali člani nestrankarske liste Sotočje. Kako tudi ne, v svoji kampanji so jasno predstavili svoje načrte, odzivi so bili pozitivni, kandidate za listo so z lahkoto dobili, razlogov za optimizem torej ni manjkalo. Katarina, nestrpno čakamo na rezultate. Kakšna so vaša pričakovanja? Najbrž si želite, da bi dobili čim več mest v občinskem svetu? Ja, to je bil tudi namen, ko smo se odločali v nestrankarski listi Sotočje, da sestavimo svoje liste in da preizkusimo želje oziroma voljo volivcev tudi na letošnjih lokalnih volitvah. Tudi za same občane bi bilo dobro, da bi bil pester občinski svet sestavljen iz različnih obrazov, z različnih strank in list. Se mi zdi, da bi bilo to pomembno, oziroma v nadaljevanju bomo videli, kaj se bo zgodilo, je pa vsekakor dejstvo, da pestrost prinese tudi dobre stvari. V preteklem mandatu so imeli dva člana, tokrat pa so si želeli zgolj, da jim uspe priti v občinski svet. Nismo imeli posebnih pričakovanj, vsekakor smo si pa želeli, da smo tudi v tem občinskem sestavu prisotni. Bili ste že občinska svetnica, kaj bi, če boste sedaj izvoljeni, kaj boste prinesli v občinski svet, na kakšen način boste sodelovali? Predvsem z namenom, da zagovarjamo svoj program, da poskušamo uresničiti ideje, ki smo jih v svojem programu predstavili občankam in občanom. Na koncu jim je uspelo izboljšati rezultat prejšnjih volitev. Dobili so 3 mandate. Svetnika ostajata Marjan Ulanec in ponovno s pomočjo preferenčnih glasov Ines Iskra, pridružila pa se jima bo še Katarina Galov, ki je bila v žrebu naklonjena večja sreča kot Matejku Trampušu. Nestrankarska lista Sotočje se zahvaljuje vsem volivkam in volivcem za izkazano zaupanje, ki ste ga nam izkazali na današnjih volitvah. Županu Nejcu Smoletu so volivci namenili 4089 glasovnic, slabih 10%, natančneje 452, pa je bilo neveljavnih. Na prejšnjih volitvah mu je glas namenilo 5290 volivcev. Udeležba je bila sicer bistveno višja, 52,70%, tokrat le še 33,67%. Kako to jemlje naš stari, novi župan? Moram reči, ko sem tekom dneva rezultate 11. in 16. ure, ko se poroča delna volilna udeležba gledal, je bil to očitno vzorec v občinah, kjer je bil samo en kandidat za župana. Tako da to je verjetno en razlog, zakaj je volilna udeležba nižja. Drug razlog je verjetno tudi v tem, da smo se nekoliko spremenili od zadnjih 4 let kot skupnost, kar pa zadeva neveljavne glasovnice, boste pa mogoče rekli, da se to lažem ali pa ne, ampak verjetno zato, ker je bil samo en kandidat za župana, tudi kar nekaj tistih, ki ga sicer podpirajo, ni šlo na volišča, ker so rekli, se potrebuje en glas. Torej so šli na volišča tisti, ki so se čutili osebno nagovorjeni za, in tisti, ki so se čutili osebno nagovorjeni, da nekako niso zadovoljni z mojim delom. Tako da nekako to razumem kot izraz demokracije, kadar je samo en kandidat za župana. V času, ko smo člane liste Nejca Smoleta obiskali, je pri okoli polovici preštetih glasov kazalo, da bo imela LNS 13 mandatov. To je rezultat liste.
to je manj rezultat župana, kot je bil rezultat na prejšnjih volitvah, saj tako sem si predstavljal, da so mnogi, ki so na prejšnjih volitvah o večji konkurenci za župana izvolili mene, so verjetno z veliko večjo verjetnostjo volili tudi našo listo. Tokrat se je za župana vedelo, kakšen je rezultat, so pa šli dati podporo listi. Tako da moram reči, da iskrene čestitke vsem tistim na naši listi, ki so uspeli nagovoriti toliko volivcev. To ni moje delo, to je delo njih. Ja, zelo zadovoljna. Zahvalila bi se našim volivcem in volivkam, našim podpornikom, da so nas res tako lepo podprli. Res, če sem iskrena, nisem pričakovala takega rezultata. Nov mandat se je nasmihal tudi nosilki liste v prvi volilni enoti. Ja, zdaj sem se, 4 leta sem prišla malo noter, tako da se kar veselim. Ja. Upam, da bomo delali dobro za te naše prelepe kraje, za te naše krajane. Veselim se tega, ja. In še ocena predvolilne kampanje. Volilna kampanja je bila pa zelo na nivoju, bom rekla. Nič se nismo izpostavljali, nič nismo obljubljali preveč, ampak te projekte, ki smo jih začeli, bomo pač probali dokončati. Predvolilno kampanjo je tudi župan ocenil kot najbolj kulturno doslej, čeprav bi jo mogoče marsikdo označil tudi za dolgočasno. Zanje je namreč prva pomembna stvar to, da se pogovarjajo z argumenti, ki lahko pripomorejo k boljšim odločitvam, in v tem primeru je bil zadovoljen tudi s protikandidati njegove liste. Druga stvar, o kateri se bomo pa spraševali sedaj po volitvah, je pa, kako relativno otopelo družbo prepričati, da je življenje v lokalni skupnosti verjetno več kot 70% tistega, kar oni od neke skupnosti potrebujejo. Torej, veliko bolj kot državo potrebujemo lokalno skupnost, ker ureja en velik delež našega življenja, in tukaj se mi zdi, da bomo mogli pa zelo pametno postopati. No. Tukaj mislim na krajevne skupnosti, na mogoče tudi kakšen referendum, da ga izvedemo, mogoče tudi kakšen zbor krajanov več. Tako da skušamo ljudi animirati, da se še več dela na tej aktivni participaciji. Na občini pa ga je naslednji dan čakal skoraj povsem običajen delovnik. Najprej bo šla moja zahvala vsem sodelavcem za pretekli mandat in želja, da dobro delamo tudi naprej. Potem pa, če sem iskren, imam v urniku že polno enih sestankov, ki so pa popolnoma operativne narave, in če bi ga pogledali, ne bi imeli občutek, da smo par dni po volitvah. Ni pa se pozabil zahvaliti vsem, ki so na volitve sploh prišli. Vsem tistim, ki so si vzeli čas, ki so šli na volitve, se iskreno zahvaljujem, ne glede na to, koga so volili. Zato, ker so razumeli, da je demokracija tisto največ, kar imamo. Tistim, ki so volili mene, hvala lepa za to, da so mi izrazili zaupanje. Vsem tistim, ki so mogoče kolebali ali pa ki na volitve niso šli, prav zato, ker je bil samo en kandidat za župana, pa obljubim, da se bom trudil tudi ta mandat, da ne bomo izključevali, ampak povezovali. In kakšna bo prihodnja sestava občinskega sveta oziroma kdo pride in kdo se poslavlja? Z liste Nejca Smoleta ostajajo Danica Tršan, Ivo Rep, Cvetka Židan Valjavec, Alojzij Tršan, Uroš Medar, Marjeta Jamnik, Ladislav Vidmar in Dominik Bradeško. Prihajajo pa novi svetniki Anžej Jenko, Ana Weber, Mojca Murnik in izkušena Zvonka Hočevar. Svetniški mandat so zaključili, bodisi ker so dobili premalo glasov ali niso kandidirali, Ana Barle, Rok Kogovšek, Špela Kolarič, Nada Prešeren in Darinka Verovšek. Z liste Sotočja ostajata Stanislav Ulanec in Ines Iskra, ki je svetnica ponovno postala s pomočjo velikega števila preferenčnih glasov. Ponovno pa v občinski svet prihaja Katarina Galov, ki je bila bolj naklonjena sreča v žrebu kot njenemu kolegu Matejku Trampušu. Slovenski demokratski stranki je uspelo pridobiti dodaten sedež v primerjavi s prejšnjim mandatom. Ostaja Leon Merjasec, pridružujeta pa se mu Jožefa Rotovnik Jaklič s pomočjo preferenčnih glasov in Saša Rožič. Odhaja pa Stanislav Maran. Tudi Nova Slovenija ima novega občinskega svetnika. To je Luka Čukajne, ki bo svetniško skupino tvoril z izkušenim Mirkom Javrškom. Zagotovo bo najbolj glasna in iskriva svetniška skupina Zelenih Slovenije. V njej bosta namreč prekaljeni in izkušeni Dragan Đukić in Štefan Čebašek, ki se je za to priložnost iz Slovenske ljudske stranke začasno preselil v Zelene. Ponovno pa v občinski svet prihajajo Socialni demokrati, sicer z enim sedežem, ki ga bo zasedel Milan Šobat.
Na volitvah tokrat niso kandidirale ne strankarska lista za napredek krajev občine Medvode, od mandata se poslavljata Mateja Kuhar-Bizjak in Tomaž Kuralt, lista Špon in Mirko Verovšek ter Desus oziroma Ivan Špenko, ki je na koncu deloval kot samostojni svetnik. Še hiter pogled po volilnih enotah. V vseh treh je slaba polovica volivcev svoj glas namenila listi Nejca Smoleta. V prvi je drugo mesto zasedla Slovenska demokratska stranka, v drugi in tretji pa lista Sotočje. Tej so volivci prve enote namenili dovolj glasov za tretje mesto. V drugi volilni enoti so tretje mesto zasedli Zeleni Slovenije, v tretji pa Nova Slovenija. Ta je bila na četrtem mestu v prvi volilni enoti, sledili so jim Zeleni, najmanj glasov so dobili Socialni demokrati. V drugi volilni enoti je bila četrta Slovenska demokratska stranka, peta Nova Slovenija in šesti Socialni demokrati, ki pa so v tretji volilni enoti premagali Zelene Slovenije, četrto mesto pa je zasedla Slovenska demokratska stranka. In še zanimivost, v občinskem svetu bo 10 žensk in 13 moških. V nedeljo so potekale tudi volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti. Krajevna skupnost Seničica Golo Brdo ni imela nobenega kandidata in spričo tega zapleta volilna komisija še ugotavlja, kaj v tem primeru sploh lahko naredijo. 2 člana premalo imajo tudi v krajevni skupnosti Smlednik in enega premalo v krajevni skupnosti Medvode Center. V slednji sta nova člana Zdenka Bokal in Špela Kolarič, delo pa bodo nadaljevali Dragan Đukić, Goran Milivojević, Anđelko Vahtarič in Vojko Bizant. Skoraj popolnoma spremenjena, lahko rečemo tudi pomlajena, bo sestava krajevne skupnosti Sora. Od prejšnjih članov ostajale Tina Sojer, prihajajo pa Dominik Bradeško, Damir Gaber, Anže Plešec, Mojca Jurčič, Anja Račelj in Gregor Tehovnik. V svet kasapirniče so bili izvoljeni novinci Irena Sonč-Šlenc, Stanko Kopač, France Rjavec, Damjan Zore in Matic Merjasec. Ostajajo pa Matic Plaznik, Nada Prešeren in Štefan Čebašek. Žreb je odločil tudi med Cvetko Židan Valjavec in Ivom Repom. Mesto je prejel Ivo Rep. V krajevni skupnosti Zbilje bodo imeli 2 člana iz prejšnjega sestava, Andreja Kalana in Damjana Smoleta, novi člani pa so Fran Četina, Primož Ločniškar in Teja Rezelj. V krajevni skupnosti Preska Žlebe bodo mandat podaljšali Zvonka Hočevar, Ladislav Vidmar in Barbara Teraš, novi člani pa so Nataša Barle, Uroš Papež, Mojca Novinec in Dejan Krajačič, ki je sicer v preteklem mandatu bil izvoljen, a je pozneje odstopil. Prav nič dileme ni bilo, kdo bo izvoljen v svet krajevne skupnosti Vaše Goričane, volitve namreč niso ničesar spremenile. Svet bodo sestavljali Boštjan Luštrik, Jože Jarc, Saša Malenšek, Vida Bališ, Stanko Novak, Ana Plavčak in Vladimir Gumilar. Enako je na Katarini, kjer člani sveta krajevne skupnosti ostajajo Katarina Košorok Šubic, Tomaž Krašna, Albin Košir, Pika Fekonja in Peter Paul Arneš. Tudi v krajevni skupnosti Smlednik ostajajo člani Leon Stare, Jože Janhar, Ivan Špenko, Jure Žitnik, Matej Ulčar, Metod Ferbar in Marjan Mali. Kot rečeno, pa jim ni uspelo dobiti še 2 kandidatov, ki bi nadomestili odhajajoči članici. V svetu krajevne skupnosti Trnovec sta novinca Barbara Šifrer in Jože Rade, ostajajo pa Jure Osredkar, Nuša Tehovnik in Alojzija Bozovičar. Nekoliko nova sestava bo tudi v svetu krajevne skupnosti Senica, kjer je dolgoletni predsednik Stanislav Ulanec izgubil mesto, na novo prihajata Gašper Kolar in Jasna Kralj, mandat pa nadaljujejo Zoran Črešnik, Franc Poljanec, Damjan Belec, Rafael Tehovnik, Karmen Maretič, Rudolf Kalan in Grega Bizjak. Še vaški skupnosti, kjer je bilo toliko kandidatov kot prostih mest, sestava sveta na Tehovcu je povsem nova, člani bodo Dominik Košir, Frančišek Malovrh in Marija Kejžar Krek, v Studenčicah pa bosta 2 nova člana, Nina Omejc in Marko Mrak, svoje delo pa bodo nadaljevali Tadej Mrak, Ana Marija Mrak in Mojca Bokan. Tema letošnjega predvolilnega obdobja je bila med drugim tudi lokalno pridelana hrana. Občina Medvode je že sicer pristopila k projektu Lokalno je zdravo, katerega namen je povečanje deleža lokalno pridelane in predelane hrane v javnih zavodih.
Letošnji tradicionalni slovenski zajtrk, ki je potekal 18. novembra, torej na dan slovenske hrane, je bil že sicer izjemno uspešen. Potekal je tudi v vrtcu Smlednik, kjer je najmlajše obiskala ekipa občinske uprave z županom Nejcem Smoletom na čelu. Skupaj z otroci so pojedli tradicionalni slovenski zajtrk. Otroci pa so nam razkrili, kaj še sicer obedujejo za ta najbolj pomemben obrok dneva. Glavni namen Dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane ter spodbujanje samooskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja. Obeležujemo ga vsako leto 3. petek v novembru. Osrednji dogodek Dneva slovenske hrane pa je tradicionalni slovenski zajtrk. Vrtec Smlednik je že tradicionalno pripravil slovenski zajtrk, ki je bil sestavljen iz domačih in čim bolj lokalno pridelanih sestavin. Slovenski tradicionalni zajtrk je eden izmed glavnih dogodkov Dneva slovenske hrane. Je vsak 3. petek v novembru, tako da dejansko pri nas je prehrana itak zelo na visokem nivoju, a ne. Res poskrbimo za to, da je hrana kvalitetna, se pravi lokalno pridelana, in tudi današnji dan imamo same pridelovalce, ki so lokalni in tukaj v bližnji okolici, a ne. Tako da dejansko poskrbimo za kvalitetno prehrano. Maslo, med, kruh pa mleka. In povej, a ti je všeč tole za zajtrk? Kaj pa še drugače ješ za zajtrk? Kaj ti mami pripravi? Dresa. Kaj pa imaš najraje za zajtrk? Krompir pa špinačo. Povejte, kako pa vi zdravo zajtrkujete? Ja, nisem ravno referenca, kar se zajtrka tiče. Sem bolj, nažalost, se vidi tudi po konstituciji bolj nočna ptica, kar zadeva prehranjevanje, ampak z veseljem pa pridem na tele dogodke, ki so zdaj, mislim, da prvič po covidu. Pred covidom je bila to kar stalnica, zdaj pa covid je to mal nas razdružil, zdaj pa smo rekli, treba to kar nazaj držati. Tudi zato, da ni to sam prilika slovenskega zajtrka, se mi zdi, da je fajn tudi, da se srečamo tako z najmlajšimi čmrli, kot da tudi kakšno besedo lahko z sodelavkami v vrtcu spregovorimo. Če zajtrk sestavijo iz kruha, mleka, masla, medu in jabolk, ki so bila pridelana oziroma predelana v Sloveniji, potem lahko uveljavljajo možnost povračila stroškov za nakup živil. Tudi sicer se občina Medvode in lokalni predelovalci v okviru projekta Lokalno je zdravo trudijo, da bi v izobraževalne ustanove prišlo čim več lokalno pridelane hrane. Več let se je govorilo v Medvodah o tem projektu oziroma o projektu, kako pripeljati lokalno pridelano hrano v javne zavode. Moram reči, da recimo prav vrtec je tukaj z naskokom pred šolami, torej vrtec Medvode že dolga leta kupuje lokalno pridelano hrano in je bil tukaj en tak svetu zgled vsem ostalim. Vesel sem, da smo zdaj ta projekt Lokalno je zdravo pripeljali do konca, pogodbe so pripravljene. Tudi medvoški kmetje so se prvič organizirano odzvali, mislim, da jih imamo 7-8 in predvidoma bodo podpisane pogodbe še v tem mesecu. Skupna vsota ponujenih oziroma sklenjenih pogodb pa bo letno skoraj 100 000 evrov. Torej, če bi počrpali vse, kar je ponujeno, govorimo o 100 000 evrih, to je pa že ena velika številka. Jaz si namreč lažje predstavljam skozi denar, koliko bi zdaj pretopili to v kilo krompirja oziroma ostalih pridelkov, je zelo različno, ampak kot rečeno, narejen je tukaj en ogromen korak naprej. Mislim pa, da imamo še ogromno manevrskega prostora, tudi na strani ponudnikov, ki bodo zdaj, verjamem, da ko bojo pogodbe sklenjene, nekoliko lažje zadihali, potem tudi z več poguma zasajali kulture, ki jih potem tudi prodajajo javnim zavodom, ker vedo, da dobijo zagotovo plačano v 30 dneh in pa tudi ve se približno, koliko se bo odkupilo. Tako da mislim, da to zaupanje bo v prihodnjih letih sam raslo in da tukaj bomo lahko sledili občinam, ki so v Sloveniji najbolj napredne na tem področju. Poleg zajtrka so v mnogih šolah in vrtcih pripravili tudi bogate spremljevalne dejavnosti, kot so obisk čebelarja, delavnice in pogovori o pomenu slovenske hrane. Otroci pa so tudi narisali risbice svojega plakata za tradicionalni slovenski zajtrk. Ta teden so prišli k nam čebelarji, tudi ta gospod Tilan in pa drugi čebelarji iz lokalne skupnosti, kjer so nas v bistvu so nam prikazali, kaj čebelar dela, orodja, ki jih potrebuje in kako v bistvu vse skupaj teče. Kako pa je otrokom všeč slovenski zajtrk?
Posežejo po njem? Ja, absolutno. Otroci imajo zelo radi maslo, med, sicer nekateri zberejo samo maslo, nekateri med, jabolko imajo vsi radi in to v bistvu čez dopoldne tudi kot malico pojemo. Kar se tiče pa mleka, pa seveda pijemo mleko, čaj, tudi imajo zelo radi. No. Poudarek letošnjega tradicionalnega slovenskega zajtrka je bil s sloganom Zajtrk z mlekom, super dan je na mleku in mlečnih izdelkih. Mesec november je odločilni mesec za odločitve povezane z izgradnjo povezovalnega kanalizacijskega kanala C0, ki je sestavni del velikega kohezijskega projekta Čisto zate. Novembra pred 3 leti je Državni zbor namreč sprejel priporočilo, naj okoljsko ministrstvo temeljito preišče in zaščiti ljubljanski vodonosnik in ustavi gradnjo povezovalnega kanala. Leta 2020, spet meseca novembra, je Ustavno sodišče zavrglo ustavno pritožbo zoper sklep Ljubljanskega mestnega sveta in tako omogočilo nadaljevanje projekta. Lansko leto novembra je okoljsko ministrstvo razveljavilo pravnomočno gradbeno dovoljenje na delu trase, češ da bi morala biti prej izvedena presoja vplivov na okolje in pridobljeno okoljevarstveno soglasje. Upravno sodišče je sredi letošnjega leta razveljavilo to odločitev okoljskega ministrstva. Na torkovi novinarski konferenci pa je novi stari ljubljanski župan Zoran Janković s sodelavci napovedal nadaljevanje gradnje z včerajšnjim dnem. To so kadri iz arhiva naše televizije s trase povezovalnega kanala C0 na trasi Brod-Ježica, kjer je bila gradnja od aprila 2020 zaradi onemogočanja dostopa do gradbišča in tudi fizičnega oviranja strani lastnikov sosednjih zemljišč večkrat prekinjena in nato zaustavljena. Na torkovi novinarski konferenci pa smo slišali naslednje zagotovilo, da se bo jutri, torej v sredo 23. novembra, delo nadaljevalo tam, kjer se je prej prekinilo. Jutri zjutraj, ko se začnejo dela, se začnejo pri Jašku 124, tam, kjer smo končali, torej malo od Črnuškega mostu proti Rojam. Gradbišče bo ograjeno, začeli bomo s prvimi 110 metri in potem nadaljevali postopoma do Jaška 143. Skratka, da ni več nikakršnih ovir, da se z deli ne bi nadaljevalo, vsaj z pravnega stališča ne. Zdaj smo pridobili vsa gradbena dovoljenja, vsa gradbena dovoljenja so pravnomočna. Pridobili smo tudi sklepe o omejitvi lastninske pravice, kar pomeni, da ni več ovir, da ne bi pričeli z izgradnjo povezovalnega kanala C0. Občina, ko enkrat zasede posest, ima pravico do tako imenovane samopomoči. Skratka, pridobi posest na zemljišču, na katerem lahko za 2 meseca omeji lastninsko pravico vsem tem deležnikom, ki imajo seveda pravico tudi terjati morebitno odškodnino, ukolikor se karkoli na njihovih zemljiščih zgodi. V tem času pa dovoljena samopomoč pomeni, da se seveda sme odstraniti tudi morebitne ovire. Torej avtomobile, traktorje, osebe, skratka vse, kar se je v preteklosti postavilo po robu gradbenim strojem. Razlog, uradno je nasprotnike gradnje povezovalnega kanala C0 skrbelo za ljubljansko podtalnico. Jaz trdim, da bo s to kineto, s to kanalizacijo pitna voda še bolj zaščitena. Konec koncev nihče od nas si ne želi, da bi do česa kar prišlo. Mi zapiramo 6400 greznic na vseh 3 občinah, 1900 v Medvodah in Vodicah, ostalo pri nas. To pa so včerajšnji posnetki s terena. Gradnja se je začela v spremstvu varnostnikov. Kot zagotavljajo v mestni občini Ljubljana, pravica za gradnjo še ni pridobljena le na dolžini 144 metrov, kjer še potekajo postopki razlastitve in dedovanja. Skupna dolžina že izvedenega povezovalnega kanala C0 v mestni občini Ljubljana sicer znaša dobrih 9 km od skupaj 12, kar predstavlja nekaj manj kot 74% celotne dolžine. V občini Medvode in občini Vodice je kanalizacija v skupni dolžini 22 oziroma 10 km že zgrajena v celoti. Torej obe občini le še čakata na vsa uporabna dovoljenja in možnost odvajanja fekalne kanalizacije pri kanala C0 do nadgrajene čistilne naprave v Zalogu. Moj oseben pogled je tak, da obstaja čas, ko se o projektih razmišlja
In če so moji podatki pravi, je ta projekt samo malce mlajši, kot sem jaz, pa nisem mlad. Torej so desetletja nazaj o tem začeli razmišljati, potem je prišel čas, ko so to začeli projektirati, potem je bil čas, ko smo uvrščali v razne proračune, načrte in tako naprej, in potem pride čas gradnje. In res si želimo v Medvodah, da ta čas gradnje sedaj zaključimo, da izvedemo še ta projekt. Tudi z moje strani res lepa hvala vsem, ki ste za moje pojme vlagali nadčloveške napore v to, da se ta največji okoljski projekt podprt z, mislim, da 100 milijoni evropskih sredstev zaključi. Nadzorni odbor občine Medvode, ki je svoj mandat začel marca leta 2019, je doslej objavil 7 končnih poročil o opravljenem nadzoru. Prvega, ta je dvignil še največ prahu, je objavil maja leta 2020, ko je opravil nadzor nad poslovanjem javnega zavoda Sotočje v letu 2017 in 2018 in v njem opozoril na kar nekaj nepravilnosti, večino njih že tekom nadzora odpravljenih. Zadnje zaključno poročilo, torej 7. in hkrati tudi zadnjega v tem mandatu, pa je objavil pred mesecem dni, konec oktobra. Pod drobnogled so nadzorniki vzeli zaključni račun občine Medvode za leto 2021. Nadzor je potekal od maja do julija letos. Nadzorniki pa so, glede na izbrana področja poslovanja občine, v lanskem letu podali 16 ugotovitev. Med temi pregledanimi področji je veliko takih, kjer pač nismo ugotovili nobenih nepravilnosti. Je pa tudi nekaj področji, kjer smo ugotovili določene pomanjkljivosti in pač je to tudi napotek za v bodoče, da se lahko občina temu izogne. Nadzorniki na primer niso ugotovili nepravilnosti pri nagrajevanju študentov, pri podeljevanju občinskih socialnih pomoči, pri izbiri nekaterih zunanjih izvajalcev, niti v pogodbenem razmerju med občino in našo televizijo. Nadzorniki niso ugotovili nepravilnosti niti pri sklepanju najemnih pogodb, na primer za uporabo zemljišč za zbirni center ali ob sanaciji kulturnega doma Medvode. Nekaj zadržkov pa so imeli ob aktivnostih občine v Zbiljskem gaju. Zdaj jaz upam, da je pač to zadnjo operacijo se zgodba Zbiljski gaj končala. Moram reči, da je bila občina zelo prijazna do prebivalcev te soseske. Odkupila je pač zemljišča, na katerih so pač ceste in pač kjer poteka tudi kanalizacijsko omrežje, da je to lahko uredila. Seveda tukaj so še vedno te problemi, da prepis ni bil možen, upam pa, da se bo končalo vse v najlepšem, da se bo zgodba tako uspešno končala. Utemeljen dvom glede skrbnosti in gospodarnosti pa so nadzorniki podali v 4 primerih. Ugotavljajo, da občina sprva ni ravnala najbolj skrbno in gospodarno v pogodbenem razmerju s pooblaščencem za varstvo osebnih podatkov, tako glede stroškov kot odpovednih pogojev. Da je občina brez zakonske podlage zdravstvenemu domu Medvode povrnila stroške nakupa sodobnih oblog za negoran v višini dobrih 6.000 evrov. Nadzorniki menijo, da bi zdravstveni dom to moral zagotoviti iz prejetih sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nadzorniki so problematizirali tudi višino odškodnine, ki jo je občina plačala za zemljišča, ki v naravi predstavljajo dele kategorizirane lokalne ceste Medvode-Goričane v višini skoraj 45.000 evrov. Očitek je bil, da je občina zemljišča kupila po ceni, ki so jo predlagale Slovenske železnice in ni naročila svoje cenitve. Po Starmanovem mnenju se na tem primeru sicer kažejo nelogičnosti v nedokončanem lastninjenju družbenega premoženja. Namreč Slovenske železnice so lastnice veliko zemljišč okrog železniških prog. Tudi zemljišč, na katerih so lokalne ceste. Zdaj seveda v Sloveniji občine to odkupujejo, zato da pač lahko vzdržujejo ceste. To je pa svoje nelogično, ker gre za pač javno podjetje v državni lasti, ampak zadeva je pač taka, kot je. Smo imeli pa tukaj eno pripombo, ker ponavadi se nakupi zemljišč opravljajo na podlagi cenitve, tukaj pač te cenitve ni bilo, ker pač ne bi bila cena zelo ugodna.
Nadzorniki občini očitajo tudi, da ni zaračunala pogodbene kazni izvajalcu za zamudo pri rekonstrukciji in adaptaciji obnove javnega vodovoda, gradnje meteorne kanalizacije in rekonstrukcije ceste Vikrče-Tacen. Da torej dokumentacija, ki jo je občina posredovala po večjih pozivih, ne ovrže njihovega dvoma. Starman pa dodaja, da so vendarle upoštevali, da so gradili v težkih pogojih covida. Zahtevna investicija in bilo je kar nekaj aneksov, kjer smo podaljševali ta rok. Zdaj, po mnenju nadzornega odbora je bil kakšen premal. Po mnenju občinske uprave ne, ampak po našem tolmačenju bi pač bil kakšen aneks potreben, tako da bi bile stvari urejene, kot pač po zakonu ne bi bile. Spomnimo, tudi Računsko sodišče, ki je po drobnogled vzelo poslovanje občine Medvode v letu 2019 in ji dalo mnenje s pridržkom, kar je sicer dober izplen, je očitalo določene postopkovne nepravilnosti pri večjih investicijah, tudi glede uskladitvenih aneksov po opravljenem delu. Starman, ki ima najdaljši staž občinskega nadzornika in predsednika, beleži sicer celo vrsto nadzorov v preteklih mandatih, v katerih so bile ugotovljene bistveno večje nepravilnosti in nezakonitosti ali vsaj nesmotrnost porabe proračunskih sredstev. Takrat pač si noben niti na občinski upravi predstavljal, da lahko kdo pač zelo podrobno pregleduje dokumentacijo. Zdaj pač to postala normalnost. Zakonodaja, po katerim delajo nadzorni odbori občin, je po Starmanovem mnenju sicer že zastarela. Tematika se pa je nekako malo spremenila. Predvsem so se pa spremenila pravila stroke revidiranja, na katero pač, po katerih metodah pač nadzorni odbor mora delovati. Nadzorni odbor občine je organ, ki je pač, bom rekel, še najbolj podoben kakšnem nadzornem odboru društva, po pristojnosti. Pač ne odloča o ničemer, samo pregleduje, poroča in ugotavlja. Da pa ne bi bil nadzorni odbor zgolj brezzobi tiger, pa so se v tem mandatu nadzorniki prvič odločili, da preverijo tudi, v kolikšni meri je občina Medvode upoštevala dana priporočila v prej opravljenih nadzorih. Ja, in jaz mislim, da je to dobra praksa, ki bi jo bilo koristno še kdaj ponoviti. Predvsem zato, da pač nadzorni odbor vseeno lahko preverja rezultate svojega dela in da pa mogoče kdaj še ponovno upozori, da kakšna stvar pa je vseeno taka, kjer bi pač bilo zelo koristno, da bi se priporočila nadzornega odbora upoštevala. Sedaj pa k dogodku, ki v naše kraje privabi največ obiskovalcev od drugod. Turistično društvo Goričane Vaše je ta konec tedna po dveletnem premoru ponovno organiziralo noč parkeljnov v Goričanah, 9. po vrsti. Ponovno je potekala kar 2 dni. V petek so za obiskovalce organizirali veselico z ansamblom Zvita Feltna, v soboto pa se je v spektakularnem nastopu več tisoč obiskovalcem predstavilo preko 500 parkeljnov iz 4 držav. Vrata pekla so se po 2 letih ponovno odprla in iz njih je zdivjalo preko 500 parkeljnov, ki so si za cilj izbrali Goričane. A ta ideja ni prišla od peklenčkov, temveč od turističnega društva Goričane Vaše, ki so sedaj že tradicionalno povabili parkeljne na največji slovenski kulturno-etnografski dogodek, noč parkeljnov v Goričanah. Ker je koronavirus očitno nevaren tudi za parkeljne, pretekli 2 leti dogodka ni bilo. Sedaj, ko pa se ponovno vračamo v normalno stanje, pa je bil dogodek ponovno organiziran. Ja, po 2-letnem premoru danes poteka 9. noč parkeljnov. Je že v teku, tako da kasneje pa sledi zabava. Na dogodku se je predstavilo kar 28 skupin parkeljnov iz 4 držav. Iz Slovenije, Hrvaške, Italije in Avstrije, in ti so skupaj šteli več kot 500 parkeljnov. In glede na to, da je tako veliko število parkeljnov, to gotovo mora pomeniti, da so otroci v Medvodah zelo poredni, da je bila sploh potrebna tako velika številka parkeljnov. Ja, to zdaj že kar lepa tradicija tega, tako da zgleda so v celotni občini malo bolj poredni otroci, da jih toliko se zbere pri nas. A so bili otroci v Goričanah letos?
Dogodek je obiskala več tisočglava množica obiskovalcev, od blizu in daleč, nekateri pridni, drugi poredni, a prav vsi navdušeni in nekateri tudi malenkost prestrašeni. Povej, a se letos kaj bojiš? Ja, mal pa se, a ne, mislim. Saj se mora vsako leto mal bati. Kjerih parkeljnov te pa najbolj strah? Pa teh hrvaških, mislim, oni so najbolj taki opasni, bom rekla. A si letos prvič na parkeljnih v Goričanih? Ja, prvič so me zvabili, ker bajda nisem bila toliko pridna, pa da rabim iti sem. Poleg mimohoda parkeljnov pa so člani turističnega društva Goričane Vaše za vse obiskovalce pripravili tudi 2 večera veselic. Prvi večer, torej v petek, je obiskovalce zabavala skupina Zvita Feltna. V soboto po mimohodu parkeljnov pa so se obiskovalci lahko odšli ogreti v šotor, kjer je zabavo naprej vodil ansambel Smeh. Noč parkeljnov je leta 2019 postala dvodneven dogodek, saj pokrivanje tako visokih stroškov ni mogoče samo v enem dnevu. Organizacija takega velikega dogodka je vzela organizatorjem veliko časa in jim predstavljala kar velik zalogaj, a jim je še vedno zelo dobro uspelo, zaradi česar se zahvaljujejo tudi vsem prostovoljcem, ki so bili pripravljeni priskočiti na pomoč, saj brez njih tega dogodka gotovo ne bi bilo. Ja, organizacija je kar zapletena. Jaz bom tako rekel, nas je ožje ekipe nekje 10 oseb, potem pa celotno organizacijsko ekipo sestavlja približno 40 ožjih članov, na dan dogodka pa nas je nekje 250 do 300. Če sem prav zasledil, je to večinoma prostovoljno, pa me zanima, kako lahko dobite tako veliko število prostovoljcev, po mojem največ v celi občini, da pridejo pomagati. Ja, je kar težko, ampak zelo sem jih hvaležen in smo jim hvaležni, da nam preskočijo na pomoč. Brez njih take prireditve ne bi bilo moč izpeljati, tako da se lahko tukaj zahvalim. Hvala še enkrat. Zaradi velikega števila prostovoljcev so parkeljni videli, da je v Medvodah tudi ogromno pridnih občanov, zaradi česar so se po sobotnem dogodku ponovno skrili v pekel. Vrnili pa se bodo ponovno naslednje leto, da bodo videli, če smo Medvoščani še vedno tako pridni, predtem pa tudi v manjšem številu na večjih lokacijah, v več različnih zasedbah, na predvečer svetega Nikolaja. Več o tem pa čez 2 tedna na naši televiziji. Na 21. domoznanskem večeru v knjižnici Medvode pa bo ta torek, 29. novembra, predstavljen zbornik Zlata tradicija miklavževanja v Goričanah. Predstavil jo bo njen idejni vodja Marko Sušnik. Ob Zbiljskem jezeru je v ponedeljek potekala garažna razprodaja v organizaciji Lare Koren Nastran, ki je naša občanka že nekaj let, sicer pa je širše znana kot spletna vplivnica. Proslavila se je s svojim hudomušnim pristopom do materinstva in tematik povezanih z njim. V družbi 2 spletnih prijateljic je pripravila razprodajo otroških in ženskih oblačil, ki je imela seveda tudi dobrodelno noto. Kolona pred vrati šotora ob Zbiljskem jezeru je že ob samem prihodu napovedovala, da bo garažna razprodaja dobro obiskana. Ideja, ki se je porodila prav naši občanki in spletni vplivnici Lari Koren Nastran, je bila dobro sprejeta med mamicami, ki so kar s svojimi najmlajšimi prišle na dogodek. Do ideje oziroma želja potem, da se znebim teh vseh oblačil pripomočkov že dolg časa, sam pri otrokih, podjetju pa vsemu zmanjkuje časa za logističen del. Tako da sva z Laro skupaj prišli na idejo oziroma je ona dala pobudo, da se v enem dnevu tega znebimo. Pač sva združili moči, pa upajmo, da se olajšam danes. Kako ste zadovoljni z udeležbo? Super, lih prav. Skrbelo me je, da bo premalo ljudi, pa je bila tudi misel, kaj če se zdaj usuje tako, da sploh svalgal namo. Ampak je lih idealno, stvari grejo, kapljajo, nobenemu ni treba čakati. V bistvu je nad pričakovanji, najbolj sem se bala, da bomo na koncu imeli 3 same tukaj le kavo pile, ampak več kot očitno temu ni tako da super, jaz sem ful vesela, no. In kakšen je pa vaš odnos do te second hand robe? Ste pristaš tega, da se ponovno uporablja oblačila in da se jih recimo da naprej prijateljicam ali pa jih proda naprej? Ja, definitivno. Ful dobra ideja. Jaz recimo, če bi imela, ne vem, starejšo sestro, ki bi mi dajala za otroke, bi bila najbolj vesela na svetu, pa žal nimam te opcije. Pa tudi takole se mi zdi pa tudi super zaradi tega, da oblačila dobijo nove lastnike, da zaživijo naprej, ker se mi zdi, da je škoda, ne, čisto kompletno dobre stvari, zakaj bi končale, ne vem,
na odpadu ali pa bog ve kje. Pri razprodaji se jima je pridružila tudi Ajda Sitar Žumar, mamica in lepotna blogerka, ki je na prodaj ponudila predvsem svoja oblačila. Dekleta so skoraj brez promocije na dogodek privabile mamice iz vseh koncev Slovenije, ne samo iz naše občine. Prišla sem zato, ker blizu živim, pa se mi je zdela fulušna ideja. Pa sicer redno kupujete rabljena oblačila, imate kakšne predsodke do tega? Ne, drugače nimam, največkrat si tako med prijateljicami, kaj izposojamo, pa ena drugi malo dajemo cunce, tako da nimam nič predsodkov pred tem. Kje ste izvedeli za to razprodajo in kako to, da ste se udeležili? V bistvu na Instagramu, prek punc, ki jih spremljam. Pa smo rekli, da prijemo malo pogledati, če je kaj tazga zdaj za zimo, bo treba počasi kakšne bundice, kombinezončke pa to, pa da smo malo prišli pogledati. In sicer imate kaj predsodkov do rabljenih oblačil ali se redno poslušujete takšnega načina? Pri takih tam malih sploh ne, ker pač niti tako hitro raste, da ne mora niti ful neki uničiti stvari. Pa ja, malo trajnostno tudi gledano, ne, je to ogromen cod, ki se zavrže, pa zakaj ne bi, če so še čisto lepo rabljene. V bistvu sem na porodniški in imam ful cajta in sem na Instagramu zasledila in iščem za tam malo ene teleski bucke, v bistvu sem si jih že ogledala, no. Na Instagramu in sem prišla tako, da sem tole dobila in tudi sem, tako da to. Trajnostno naravnan dogodek pa ni minil brez dobrodelne note, saj so se glavne akterke odločile, da bo šel del zaslužka tudi v roke tistih, ki to najbolj potrebujejo. Lunini vili, to v bistvu jaz sem zbrala to organizacijo zaradi tega, ker sem brala par njihovih zgodb in je v bistvu ena taka krasna organizacija, ki se bori za zlorabljene otroke. Tako da vsi, ki gledate, pejte pogledati Lunino vilo. In ja, pač tako, če je le možno, dam njim ali pa recimo mačji hiši, pač takim organizacijam, ki jim zaupam, ki so mi blizu. Sem se odločila, da 30% bom namenila dobrodelnosti, nekaj pa pač ostane tudi meni oziroma obljubljeno tudi moji hčerki, ki se je odpovedala vseh oblačil v zameno, da greva kmalu po kakšno frozen oblekico. Velja torej poudariti, da tudi v času črnih petkov in mamljivih prazničnih popustov vseeno premislimo, kaj zares potrebujemo in kako bomo z našimi nakupi pripomogli k lepšemu jutri. Od ponedeljka 21. novembra do nedelje 27. novembra poteka letošnji teden Slovenske Karitas, tokrat pod geslom oziroma apelom Skupaj delajmo za dobro. Na prvo adventno nedeljo se v teden Slovenske Karitas že 31. leto zapored vključuje tudi naša televizija z oddajo Klic dobrote. To je priložnost, da se nam pridružite tudi vi, dragi gledalci, in nas tekom oddaje pokličete v studio in darujete finančna sredstva za pomoč družinam. Odločitev župnijskih Karitas je, da zbiramo sredstva za družine iz Ukrajine. Počasi se bliža veseli december in v Medvodah so že odprli drsališče, ki je prvi znanilec prazničnega dogajanja v naši občini. Po županovem zagotovilu v predvolilnem pogovoru nas njegovo obratovanje ne bo stalo nič več kot leto poprej. Veselo vzdušje so popestrili glasbeni gostje in odlična kulinarična ponudba, obiskovalcev pa že prvi dan ni manjkalo. Drsališče je na voljo vse dni v tednu in tudi letos je brezplačno za vse. Medvoško drsališče se je trlo obiskovalcev in to je vsekakor dobra napoved za prihajajoči veseli december. Glasbena in kulinarična spremljava pa sta poskrbeli za dodano vrednost dogodka. No, otvoritev se je pravzaprav šele dobro začela, razpoloženje pa je že tisto pravo, torej tisto, nekako ne bom rekel že praznično decembrsko, ker smo še bolj kot ne sredi novembra, ampak se pa že čuti v zraku tisto pričakovanje, ki smo ga po nekem krču v lanskem letu vsi tako težko čakali in so ljudje že tako prave volje. Kaj vse ste pripravili letos, kakšne novosti mogoče? No, pravzaprav smo letos pripravili tako otvoritev, ki smo jo že lani želeli narediti oziroma smo imeli že lani pripravljeno, torej z glasbo, z dobro hrano, dobro pijačo, dobrim razpoloženjem. Kakšnih korenitih novosti ni, ampak enostavno želimo biti pa tisti, ki že nekje novembra, konec, zadnjo tretjino postavimo drsališče, ker je že čutiti, da ga ljudje želijo, pričakujejo. In se mi zdi, da smo nekako povezali niti in jim dali tisto, kar v tem času rabijo. Kot vsako leto bo tudi letos uporaba drsališča brezplačna. Obiskovalci pa si bodo za simboličen znesek lahko izposodili tudi drsalke.
Povprašali smo jih, kaj jih je privabilo na dogodek in kako jim je všeč skoraj praznični utrip v Medvodah. Kako to, da ste danes prišli na otvoritev drsališča? Ja, zato, da se otroci nadrsajo, komaj so čakali, da se začne sezona drsanja, da se zima začne. A si danes prišel drsati? Ja! In kako ti je všeč tukaj v Medvodah? Fuzaver! Prišli smo malo pogledati tole novoletno vzdušje, kakšno bo v decembrskih dneh. In kako vam je všeč dogajanje v Medvodah? Ja, vidim, da je kar veliko ljudi zaenkrat. Glede na to, da se je šele začel, se mi zdi, da je kar pozitivno. No. Boste še prišli? Ja, seveda, seveda. Kako vam pa všeč letos, ko je končno brez ukrepov? Ja, tudi to pripomore k obisku, tako da spodbudno. No. Povej mi, Vita, rada drsaš? Ja. Kdo te pa naučil? Velikrat sem varila, pa sem znala. A boš letos velikrat tukaj na drsališču? Ja. Kdo pa boš prišla? Sama ali pa zati, ama pa mami. Dogajanje, ki že počasi napoveduje najbolj veseli del leta, pa so skrbno pripravili in se njegove izvedbe že zelo veselijo. Novost letošnjega leta je to, da smo vseeno tudi ob drsališču poskrbeli za nek praznični program Veselega decembra. Torej ne samo, da je danes glasba v živo, da se dogaja, tudi še nekaj petkov do konca leta se bo tukaj dogajalo, še en koncert, fotografiranje z Božičkom, obisk Dedka Mraza. To bo letos vse potekalo ob drsališču, tako da bo nekako šlo z roko v roki z Veselim decembrom, ki se bo dogajal pravzaprav bodisi ali tu, ali na tržnici, ali pred knjižnico. To se pravi nekako, da Medvode cel ta decembrski čas živijo ne samo na tiste 2-3 dogodke, ampak da je nekako vedno da se vedno nekaj dogaja. Drsališče bo odprto vse do konca zimskih počitnic. Brezplačno bo na voljo vse dni v tednu, od ponedeljka do petka, od 15. do 21. in med vikendi od 9. ure pa vse tja do 21. ure. Tradicionalni koncert moškega kvarteta Fone Megale je po 2 letih izrednih razmer končno potekal v družbi številnih obiskovalcev in ljubiteljev komorne glasbe. Koncert je potekal v cerkvi, v župnijski cerkvi Svetega Štefana v Sori. Fone Megale so tudi letos pripravili pester program za vse okuse. Njihove interpretacije so plod skupnega razmišljanja in občutka za muzikalnost vsakega člana vokalne skupine. 4-članska moška zasedba je že komaj čakala na novembrski koncert, ki je postal že tradicionalen. Pripravili smo naš 7. koncert letni, po 3 letih zopet v cerkvi, oziroma zopet nekje, kjer se bomo lahko družili z našimi poslušalci. Slišali bodo sakralni program, 3 pesmi so sakralnega programa, potem letos obeležujemo tudi leto Vinka Vodopivca, tako da bo tudi en sklop posvečen Vinku Vodopivcu in pa ljudskim pesmim, nekem pesmi za dušo, za malo ljubezenskih, tako da vsakega pomalo. Kako pa sicer se pripravljate na takele koncerte? Imate veliko vaj? Je veliko dela verjetno vloženega v to? Ja, je. Vaje so zagotovo vsaj enkrat tedensko, pa rajš mogoče rečemo 2-krat v povprečju tedensko, potem pa še pred samim nastopom pa še toliko več vaj, da se vse uskladi, uredi, da se prav sliši in tako da kar je nekaj dela. Ja. Kot je že v navadi, je tudi ta potekal v župnijski cerkvi Svetega Štefana v Sori pri Medvodah. Člani kvarteta so nam razkrili, od kod ideja za ime njihove vokalne skupine. Mogoče je treba najprej povedati, da ljudje sploh ne vejo, kako ga naglasiti najprej. Besedna zveza Fone Megale pride iz stare grščine in pomeni z močnim glasom. Smo ga dobili podarjenega, podaril nam ga je naš sorški župnik Jože Čuk, enkrat, ko nas je poslušal in je rekel, to pa se toliko derete, da bi lahko bili pa z močnim glasom. Kje pa še sicer vas lahko v prihodnje slišimo, kakšni so vaši projekti, kje boste nastopili? V decembru kar nekaj idej, sodelovali bomo z Zgodbo Medvode, z eno izmed njihovih sekcij na njihovi letni produkciji, to je 23. decembra bo v Sori v Kulturnem domu, potem tudi božični koncert bomo imeli tukaj v cerkvi pred samo polnočnico, pa še potem v domu v Mengšu, ponovadi domu starostnikov v Mengšu nas povabijo vsako leto, da pridemo v tistem času med božičem in novim letom še razveseliti njihove varovance, pa še verjetno, kaj se bo našlo. Čeprav so se v preteklosti že porajale ideje, da bi vokalno skupino nekoliko razširili, zaenkrat ostajajo 4, kar ima tudi svoje prednosti. Te pa člani skupine tukaj občani ali tudi kje širše? Večina, 3 smo občani, eden se vozi iz Ljubljane, sicer pa delujemo pod okriljem kulturno-umetniškega društva Franc Teleški Finžgar Senica in že od samega začetka delovanja skupine smo pod okriljem tega društva. Tako. Ostajate pa do nadaljnjega kvartet?
Osnova, no ravno prejšnji dni sem razlagal, da osnova za misel je bila, da bi bili oktet v samem začetku. Trenutno smo kvartet. Če bi nam ratali zadevo dopolniti do okteta, da se ne bi širili enega po enega, bi mogoče pristali na to. Sicer pa, tudi če bomo kvartet, se pa lažje za vaje zmenimo. Teh bo v prihodnje še kar nekaj, saj imajo člani kvarteta začrtanih še veliko projektov, ki se bodo uresničili v prihodnjih mesecih. To soboto se je 15-članska delegacija Občinske kulturne zveze Medvode odpravila na strokovno ekskurzijo v Novo Gorico, ki bo v letu 2025 skupaj s sosednjo Gorico nosila naziv Evropska prestolnica kulture. Mesto se na veliki dogodek že intenzivno pripravlja, namen ekskurzije pa je bil vzpostaviti nova znanstva, poiskati vzporednice in stičišča, spoznavati dobre prakse in se učiti iz bogate zakladnice dosežkov kolegov, kulturnikov te obmejne prestolnice kulture. Medvoška delegacija kulturnikov se je najprej ustavila v mestni galeriji Nova Gorica, osrednjem likovnem razstavišču za sodobno vizualno umetnost na Goriškem, kjer jih je po razstavi Pixel Point povedla direktorica javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica Pavla Jarc. V Kulturnem domu Nova Gorica pa so se nato ob spremstvu tamkajšnje koordinatorke in organizatorke kulturnih programov spoznali z bogatim kulturnim programom, ki napolnjuje prostore predvsem z glasbeno in filmsko umetnostjo, in si ogledali prostore kulturnega doma. Videti malo sodobne umetnosti je vedno zanimivo, pač je nek drug medij in tudi se mi zdi, da nas je lepo peljala po razstavi. Kulturni dom, mi smo navajeni našega v Medvodah in potem, ko vidiš dvorano s 300 sedeži, pod katero je še ena dvorana za filmske projekcije, kjer se predvaja filmsko gledališče. V zgornji dvorani imajo pač koncertni abonma, za katerega se lahko pohvalijo, da mislim, da so rekli okrog 150 abonentov, kar redno. Velika avla, tako urejen prostor, zelo lepo, no. Mislim, se mi zdi, da pač je res tako kulturno središče, kulturni dom kot kulturno središče mesta. V stavbi železniške postaje v Novi Gorici ob znamenitem trgu Evrope, najbolj nazornem stičišču obeh Goric, ki ga krasi krožni talni mozaik tržaškega umetnika Franka Veketa, so nato obiskali kulturno-informacijsko stično točko, ki od leta 2016 prav tako deluje v okviru kulturnega doma in predstavlja v slovenskem prostoru svojevrsten unikum. Poslanstvo le-te je namreč nudenje kulturnih in turističnih informacij o Novi Gorici in sosednji Gorici slehernemu obiskovalcu, ki na tem mestu vstopa v državo. Zanimiv pa je bil tudi obisk točke Zveze kulturnih društev Nova Gorica, ki povezuje skoraj 30 društev iz 3 občin, v njihovih prostorih v velikosti 540 m2 pa potekajo vaje, prireditve ter izobraževalni programi za vsa društva v zvezi. In tudi to je bilo impresivno videti, no? Sicer zanimivo tako v blokovskem naselju, ampak vseeno en večji prostor, kjer se člani različnih društev lahko srečujejo, no? Mislim, da je to velika razlika, no, ki smo jo tudi mi vsi zaznali, pač v Medvodah nimamo enega takega prostora, kjer bi se člani različnih društev srečevali. No. Mogoče bo v prihodnosti to kulturni center in mislim, da smo tukaj vsi dobili en tak še mečkem večjo željo potem, da bi tudi v Medvodah to imeli. Delegacija si je ob tem vzela še čas za obisk frančiškanskega samostana na Kostanjevici, kjer je v grobnici Bourbonov pokopan zadnji francoski kralj Karel X in knjižnice patra Stanislava Škrabca, ki hrani kar 30 inkunabul. Najstarejša med njimi, ki je hkrati tudi najstarejša knjiga v knjižnici, je iz leta 1476. Na kolodvoru pa so prisluhnili vodenemu ogledu razstave o bohinjski progi ter si ogledali razstavo o državni meji na Goriškem. Tako da mislim, da je bil res tak poln dan, velik podatkov po svoje, velik doživetja v tem smislu, da vidiš različne prostore. Seveda pa bistvo te strokovne ekskurzije je to, da se mi, člani društev v Medvodah, čim bolj povežemo, da se mi mrežimo, da spoznamo tudi druge kraje in tako. Tako da v tem smislu pač smo mogoče bi rahlo razočarani, da je bil res slab odziv. Po pripovedovanjih so te ekskurzije včasih se jih udeležili tako tudi po cel avtobus, no, tokrat nas je bilo za en mali avtobus, ampak jaz upam, da je to samo zato, ker je pač bilo malo prekinitve vmes in da mogoče potrebujemo še eno leto, da se navadimo spet teh res
pomembnih in zanimivih druženj, bi rekla. No, tako da se nadejam, da bomo naslednje leto bolj številni. Dan je ponudil več kot dovolj možnih pol za spoznavanje kulturnih dobrin, raznolikosti in podobnosti ter vzpostavljanje stikov. Medvoščani so v Novo Gorico odnesli vest o dejavnostih in aktivnostih ljubiteljskih kulturnih društev v naši občini, novi stiki pa predstavljajo možnost sodelovanja v prihodnje, morda tudi v okviru Evropske prestolnice kulture v letu 2025. Vsekakor se lahko društva med sabo povežejo, vsekakor lahko mi koga povabimo med vode, o tem smo se tudi nekaj pogovarjali, da tudi mi mogoče pokažemo, kakšna društva pri nas delujejo. Zdaj, Evropska prestolnica kulture mogoče je na malo bolj profesionalni ravni, se mi zdi, da pač to je bolj za nas ljubitelje, mogoče bolj, da smo kot obiskovalci tam. Zdaj, morda bodo pa vseeno predstavniki še v tem prihodnjem ali 2 letih prišli v Medvode pa nam predstavili, kako se pripravljajo na samo praznovanje Evropske prestolnice kulture, če je to praznovanje. To je res velik projekt. No. Že pretekli petek pa je bil v gostilni na Vihri tradicionalno družabno srečanje udeležencev sedaj že tradicionalne akcije 60 vzponov na Katarino, ki je letos potekala od začetka marca do konca oktobra. Sodelovalo je preko 100 kolesarjev, največkrat pa sta na Katarino prikolesarila pri moških Medvoščan Sašo Psener, ki je na Katarino prikolesaril kar 245krat, pri ženskah pa je rekord 170 vzponov ponovno zabeležila Ljubljančanka Mojca Lukan. 1. marca se je pričela tradicionalna kolesarska akcija 60 vzponov na Katarino, cilj katere je v kolesarski sezoni 60krat prikolesariti iz doline do gostilne na Vihri na Katarini, kjer je potekala tudi zaključna prireditev te akcije. Organizator akcije, Kolesarski klub Medvode, je tudi letos zabeležil zelo zadovoljivo število sodelujočih v akciji, kar preko 100 kolesarjev različnih starosti, od mladih 10 let navzgor. Kolesarska sezona je bila letos, sploh kar se tiče vremena, zelo lepa. Čeravno so nadpovprečno vroči poletni dnevi malenkost zmanjšali število nekaterih udeležencev, a veliki večini ne ekstremna vročina, ne dež nista odvzela motivacije. Zadovoljivo. Je pa mečken v upadu, ampak tisti, ki pa se lotijo 60, recimo 50 plus, tisti pa vsi naredijo. In so tudi zopet tukaj. Vest o akciji 60 vzponov na Katarino se je v mnogih letih razširila po celi Sloveniji, tako da vse več udeležencev akcije pride tudi izven meja naše občine. Nekateri izmed sodelujočih so tudi več kot 40 km oddaljeni od cilja, torej gostilne na Vihri. Največ je seveda Medvoščanov, drugače pa najdel pa prihajajo že leta in leta, 2-3 iz Zaloga pri Komendi. Ti so pa najdel. Drugače pa nekaj jih je Šentvida, Šentviščanov, Ljubljančanov, tukaj v bližini. Vsi udeleženci so se lahko potegovali za 3 različne plakete, odvisno od števila njihovih vzponov. Največ je tistih, ki so Katarinkoti, ki grejo enkrat pa tja do 24, Vsi ostali pa nad 25 so pa že vključeni tudi v večje nagrade, še večje dobijo pa tisti, ki naredijo 50 in več vzponov. Prvo nagrado v kategoriji ženske je prejela Mojca Lukan s 170 vzponi, v kategoriji moški pa je prvo nagrado prejel Sašo Psener s kar 245 vzponi. Torej z enim vzponom na dan, vsak dan od začetka sezone 1. marca do zaključke sezone 31. oktobra. A odkje je ta motivacija, da se torej vsak dan s kolesom poženeš preko 300 metrov v višino iz doline na Katarino? To je tako, kot vsak dan, ko si umivaš zobe, si pač umiješ zobe, ker veš, da si jih boš umil, in ne rabiš razmišljati kam, kako, zakaj, kdaj, kakšno opremo in pač se usedeš na kolo in greš, ne razmišljaš. Pač letos sem si zadal to, da enkrat, da grem tako, da motivacija je pa tako v glavi, ne moreš to, vztrajnost, ne vem, vse. Psener si je letošnjo sezono sicer zadal drugače kot preostala leta. Namreč na Katarino ni hodil podnevi, ampak po noči, da je vrh dosegel ob polnoči.
Na poti pa ga niso spremljali avtomobili, temveč le gozdne živali. Pestro je, ni ljudi, so pa živali, ja. Srne, pa jazbeci, pa zajčki, pa tako vse. Pa lisic, kakor češ. Ja, pestro je po noč. Ni voznikov norcev, ne. Oni so bolj navarni, kot živali. Nažalost, tako. S tem srečanjem na Vihri se je poleg akcije zaključila tudi sezona za kolesarski klub Medvode. Letošnja sezona je bila za klub ena najbolj pestrih, saj so njeni člani prekolesarili skoraj polovico Evrope. Zelo smo bili aktivni, moram reči, da nismo sicer hodili po teh slovenskih maratonih, razen maraton Franja je bilo nekaj naših članov, pa posamezniki ne grejo še na manjše, smo pa več naredili teh turističnih izletniških tur, tudi daljše. Krajših enodnevnih se sploh ne spomnim vseh, ker je to vsak vikend. Dočim daljše smo pa imeli recimo iz Makedonije v Grčijo prek Albanije, to je bilo tam blizu 800-900 km. Potem je bilo ena skupina, je šla nekaj iz Švice pa do Pasava, je tudi naredila enih 800 km. To so skupine po 8-9 kolesarjev, nas je šlo 12 recimo iz tega, kaj je že, Mozartovo mesto, Salzburga do Medvota, tako da so kar neki kilometri. Člani kolesarskega kluba Medvode vse občane vabijo, da se jim prihodnjo sezono pridružijo v akciji 60 vzponov na Katarino. Za vse tiste, ki pa vas skrbi, da vam ne bi uspelo prevoziti klanca, pa pravijo, da brez skrbi se štejejo tudi vzponi z električnim kolesom. Seveda se šteje. Zakaj pa ne? Važno je, da se ljudje spravimo na kolo, se glih tako treba poganjati. Šport pa nadaljujemo z največjim dogodkom minulega vikenda. V soboto je v športni dvorani Medvode namreč potekalo državno prvenstvo v badmintonu do 15 let, na katerem se je pomerilo 88 tekmovalcev iz cele Slovenije, izmed teh pa jih je 19 zastopalo badminton klub Medvode. Najboljše rezultate sta dosegla Matic Cerar in Nikita Peškonov, oba člana badminton kluba Medvode. Posebne čestitke Nikiti, ki je postal kar 3-kratni državni prvak. Tako kot pretekla leta je tudi letošnje državno prvenstvo v badmintonu do 15 let potekalo v športni dvorani Medvode pod organizacijo badmintonskega kluba Medvode, na katerem se je letos pomerilo rekordno število tekmovalcev. Tukaj je državno prvenstvo do 15 let, na katerem je v bistvu zelo rekordno število igralcev. Imamo 62 fantov pa 26 punc, kar je zelo velika udeležba. Kot že omenjeno, se sedaj badmintonski turnir U15 več let odvija pod organizacijo badmintonskega kluba Medvode. Saj imajo v športni dvorani Medvode veliko število igrišč, ki omogočajo lažji potek tekmovanja. Poleg tega pa se člani badminton kluba Medvode vedno zelo dobro izkažejo pri organizaciji dogodka. Na podlagi večletnih izkušenj, ker v Medvodah vedno poskrbimo in dobro organiziramo tekmovanje. Poleg tega pa imamo na voljo tudi 12 igrišč, kar predstavlja potem hiter potek tekmovanja. V klubu smo se cel mesec že pripravljali na državno prvenstvo. Natalija Pešekonova je v bistvu vodila treninge za tekmovalce do 15 let, tako da smo bili že na trnih v pričakovanjih, kdaj bo to državno prvenstvo. Danes smo pa tudi prišli že zgodaj v dvorano, da smo vse pripravili. Na tekmovanju se je pomerilo 88 tekmovalcev, ki so se lahko pomerili v različnih disciplinah. Ja, igrajo se pravi posamezno, se pravi fantje pa dekleta posamezno, potem igrajo fantje in dekleta dvojice in na koncu še mešane dvojice. Izmed 88 tekmovalcev pa jih je bilo kar 19 tudi iz badminton kluba Medvode, člana katerega sta bila tudi favorita tega tekmovanja, Nikita Peškonov in Matic Cerar. Vsekakor pričakujemo, imamo tukaj Pešekonova, se pravi sina od naših trenerjev, tako da, ki je tudi v reprezentanci do 15 let, pa imamo potem še Cerarja, ki je tudi en od vzhajajočih zvezd, oziroma upamo, da tudi bo nadaljeval v članski konkurenci. Oba favorita sta na tekmovanju dosegla tudi najboljše rezultate.
Nikita je postal 3-kratni državni prvak. V dvojicah skupaj z Maticem Cerarjem, v mešanih dvojicah skupaj s Tijo Horvat iz badminton kluba Mladost. Do naslova v kategoriji posamezno pa je Nikita prišel celo brez izgubljenega seta. Matic Cerar pa je poleg prvega mesta v dvojicah osvojil še naslov državnega podprvaka v kategoriji posamezno in 3. mesto v mešanih dvojicah skupaj s Tinkaro Alič iz badminton kluba Olimpija. Tita Strušnik pa se je med dekleti uvrstila v četrtfinale, tako v ženskih dvojicah, kot tudi v kategoriji posamezno. Medvoški policisti so obravnavali 2 prometni nesreči v občini Medvode. Prvo na Seničici je povzročila voznica, ki je vozila z neprilagojeno hitrostjo, prišlo je do manjše materialne škode. Druga pa je bila hujša. Voznik v Medvodah je povozil peško, ki je pravilno prečkala cesto in ji povzročil hude telesne poškodbe. Ogled in postopke so prevzeli policisti prometne policijske Ljubljana, zoper povzročitelja pa bo podana kazenska ovadba na sodišče. Policisti poročajo tudi o enem kaznivem dejanju. Neznana oseba je v Medvodah na parkirnem prostoru pristopila do vozila in z neznanim trdim predmetom poškodovala lak vozila. Kaj se je dogajalo v glavi te osebe, policisti še vedno ne vedo, saj neznanca še iščejo in zbirajo obvestila. Občanka je na bencinskem servisu našla moško torbico z dokumenti in jo izročila policistom. Ti so v nadaljevanju postopka torbico uspešno vrnili, najbrž zelo srečnemu lastniku. V Spodnjih Pirničah pa so policisti preverjali občana, ki jim je izročil plastično vrečko s suho posušeno snovjo. Policisti sumijo, da gre za konopljo, zato so jo odvzeli in poslali na analizo. V Valburgi pa so pri občanu našli orožje in ga prav tako odvzeli in poslali v hrambo. Zmanjšana vidljivost pozno popoldne in zvečer pomeni več nevarnosti za šibkejše udeležence v prometu. Uporabljajte odsevnike in pa več priložnosti za vse nepridiprave, ki se potikajo tam, kjer jim tega ni treba. Bodite previdni in ravnajte po pameti. Pozorni pa bodite tudi na vse, kar se dogaja okoli vas. Policijska uprava Ljubljana, del nje so tudi medvoški varuhi v modrem, pa svoje sledilce obvešča tudi prek njihove Facebook strani, zato vabljeni, da jih posledite, če jih seveda še niste. Hvala za vašo pozornost in se priporočamo tudi vnaprej že to nedeljo ob 17. uri v oddaji Klic dobrote. Nasvidenje.